Jaz sem danes podal ločeno mnenje vmesnemu poročilu tako imenovane Medvedove komisije, natančneje parlamentarne preiskovalne komisije ugotavljanja morebitne politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma nedopustnega političnega vmešavanja v delo policije in političnega vplivanja na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov. Zdaj, kot veste, so bistvene ugotovitve preiskovalne komisije bile sprejete 10.1.2021. Zdaj, 2 člana smo bila proti tem ugotovitvam. Zdaj, jaz ocenjujem te bistvene ugotovitve kot neutemeljene, pavšalne, škodljive, so v bistvu odraz diametralno nasprotnega interesa opozicije, seveda da škoduje aktualni vladi in pa seveda s tem tudi posredno državi. Zdaj, tudi ocenjujem, da preiskovalna komisija je od samega začetka, predvsem v funkciji tega klasično opozicijsko-pozicijskega boja, gre za eno neproduktivno zadevo. Jaz sem tudi opazil, da v tem vmesnem poročilu, da so umanjkali vsi zakonski okviri, ki bi bili podlaga za kakšno bolj resno razpravo in zagotovitve, tako zakon o državni upravi, zakon o javnih uslužbencih, zakon o organiziranosti dela v policiji. Zdaj pa gremo malo posameznim točkam tega mojega ločenega mnenja. Verjetno veste, da zaradi nemotenega opravljanja nalog policije zakon o organiziranosti in delu v policiji določa možnost začasne premestitve in napotitve ter premestitev na specifična delovna mesta. Da so bile vse premestitve dejansko v skladu z zakonskimi določbami, je potrdila tudi priča dr. Anton Olaj, in da se je seveda pri teh premestitvah zasledovala večja učinkovitost dela same policije. Zdaj, vodenje in delo ministra za notranje zadeve gospoda Aleša Hojsa, kot pa tudi sama razmerja med ministrstvom in policijo ter samo organizacijo in vodenje policije, ocenjujem, da poteka izključno po zgoraj navedenih zakonskih odločbah oziroma zakonito in strokovno. Ob tem velja spomniti na navednica zlato premiso, da se vse aktivnosti in ukrepi ministrstva za notranje zadeve in policije so sledljivi in vse skozi podvrženi notranjemu in zunanjemu nadzoru. V vmesnem poročilu sem z žalostjo in zaskrbljenostjo ugotovil, da so zaključki in določene trditve, ki se nanašajo na domnevne sistematične kadrovske čistke in na podrejanje policije, spreminjene organizacijske strukture, ki naj bi bilo v domeni diktata politike, predvsem vladajoče SDS, seveda zlonamerne, nevzdržne, nekorektne, pravno tudi neutemeljene. Zdaj, ta parlamentarna preiskava res na nek način brutalno obračunava s politično konkurenco in tukaj seveda najdemo tudi v vmesnem poročilu podtikanja, diskreditacije, kot je denimo ta, da je generalni sekretar Slovenske demokratske stranke sam bil med prišepetovalci določenih kadriranj, recimo pri izbiri Andreja Juriča za VD generalnega direktora policije, kar pa seveda v nikakršnem primeru in konotacijah ne drži. Zdaj, nadalje, jaz v ločenem mnenju ugotavljam, da ti pompozni zaključki bazirajo zgolj na izpovedih 2 ali 3 prič, med njimi sta bivša generalna direktorica policije gospa Tatjana Bobnar, gospod Boštjan Lindav, kot direktor uprave kriminalistične policije. Naj spomnim, da sta ta dva bila postavljena v svoje položaje ravno v času notranjega ministra Boštjana Poklukarja iz kvote LMŠ-ja in seveda tudi predsednik preiskovalne komisije Rudi Medved je iz te kvote nekdanje vladajoče LMŠ. Zdaj, ta dva direktorja sta bila zamenjena v mandatu vršilca dolžnosti generalnega direktora policije Antona Travnerja po vseh zakonskih predpostavkah in s temi zamenjava ni bilo prav nič narobe. Zdaj, če sta ti 2 priči, recimo še
posredno gospa Vesna Drole, če so te priče zdaj verodostojne, kredibilne, ocenjeval vsak član komisije posebej. Jaz zdaj ocenjujem, da je vsaj objektivni videz njune nepristranskosti in verodostojnosti bil obremenjen ravno iz naslova teh političnih konotacij via minister Poklukar in predsednik preiskovalne komisije gospod Medved, ki sta oziroma sta še vedno člana nekdaj vladajoče LMŠ. Naj še poudarim to, da pri vrednotenju pričevanj, 20 prič smo imeli na tej preiskovalni komisiji, so v bistvu 3 priče samo na nek način obremenilno ugotavljala ta stanja v zvezi s kadrovanjem na policiji, kar 17 prič pa ni potrdilo oziroma je ovrglo prav vse sume političnega vplivanja na izide predkazenskih in drugih policijskih postopkov. Rad bi še spomnil na to, da tudi doben izmed članov ni eksplicitno vprašal teh prič odhod in vedenje o teh, jaz ocenjujem, natolcevanjih, o tem političnem vmešavanju v kadrovanje v postopke in pa tudi priče same se niso soočile. Jaz ne vem, zakaj predsednik komisije ni soočil prič, ki so izpovedovale diametralno nasprotna mnenja, ampak to je pač bilo v njegovi domeni. Zdaj, popolnoma netočna, jaz mislim, da tudi namenoma zavajajoča trditev v vmesnem poročilu preiskovalne komisije je bila ta, da je vlada ustanovila posebno vladno skupino za nezakonite migracije, pa z namenom, da se tja plasirajo moteči policisti, ki ne bojo seveda nič delali in da policija ne vlada, v tem trenutku ne razpolaga z dobenimi podatki, kaj se dejansko zgodilo za to skupino pri morebitnih uspehih te skupine pri prečevanju in obvladovanju migracij. Zdaj, naj vam postrežem najbolj aktualni podatek, do katerega ima tudi dostop predsednik komisije, ki pa tega seveda vmesno poročilo ni zapisal. Policija je lani obravnavala 10.067 nezakonitih prehodov državne meje, kar je za dobrih 31% manj kot leta 2020, kot je bilo teh nezakonitih prehodov kar 14.635. Spravi, že same številke dokazujejo, da je ustanovitev te delovne komisije bila smotrna, potrebna in nikakor ne drži, da bi ta delovna skupina, ta medresorska vladna skupina bila sama sebi namen. Se pravi, kot sem rekel, dejansko in številkami podprto pomeni, da je zapisana trditev v vmesnem poročilu preiskovalne komisije o motečih policistih v omenjeni vladni skupini za nezakonite migracije brez osnove in je možno seveda označiti kot zavajajoče zlonamerno. Vmesno poročilo preiskovalne komisije je tudi problematiziralo primernost določenih aktualnih direktorjev, tako imenovanih upravnih menedžerjev. Zdaj, kot rečeno, tudi ta ocena je bazirala na subjektivni oceni teh prič, ki so bili v skladu z zakonom o javnih uslužbencih pač razrešeni in tudi z njihovega pričanja se je dalo čutiti nekaj dobršna mera užaljenosti, tako da tudi tukaj je njihova kredibilnost vprašljiva. Kaj se tiče same ocenosti, uspešnosti in organizacijske klime v policiji, jaz mislim, da to ni v domeni preiskovalne komisije, čeprav se je to tudi znašlo v vmesnem poročilu, to je predvsem seveda v domeni aktualnega direktorja policije, doktorja Olaja, kot izkazujejo javno dostopni podatki, do katerih seveda ima tudi dostop predsednik Medved, je policija v letu 2020 izboljšala preiskanost kaznivih dejanj, medtem pa pregled dela policije za prvo poletje 2021 celo izkazuje, da je bila preiskanost kaznivih dejanj najvišja v zadnjih 10 letih. Se pravi, tudi potikanja o neuspešnosti v policiji in o slabi organizacijski klimi v policiji so dejansko iztrte zvite. Zdaj, dovolite mi še za zaključek, da kot član preiskovalne komisije obrazložim, da bistvene ugotovitve vmesnega poročila preiskovalne komisije in pa del, ki se nanaša na ugotovitev morebitni politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ocenjujem kot zavajajoče, kot rečeno tudi za škodljive in jih na vsebinski ravni v celoti zavračam. Jaz sem pri podobnem seciranju tega
vmesnega poročila tudi opazil, da zlasti v delu, kjer se je ugotavljala morebitna politična odgovornost nosilcev, da je bilo veliko nedoslednosti in protislavnosti, naj vam navedem tisto najbolj vidno, da v začetnem delu je poročilo navajalo, da se vodstvo MNZ politično vmešava v konkretne predkazenske druge postopke, potem pa dejansko v nadaljevanju so izpeljali popolnoma diametralen sklep oziroma zaključek, da vmesno poročilo ne razkriva neposrednih navodil državnih sekretarjev, ministra ali predsednika vlade, da so odgovorni uslužbenci v policiji po njihovi volji izvali takšna sporna dejanja. In res za čisti zaključek ugotovitve glede politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v vmesnem poročilu preiskovalne komisije so navedene zelo pavšalno in so kvalitativno v smislu zbranega dokaznega gradiva zelo pičle, res zelo uborne, zato tudi sama sklepa, ki jih predlaga to vmesno sporočilo, da naj jo sprejme državni zbor, po moji oceni nista vredna podpore državnega zbora. Hvala za vašo pozornost in srečno.